Lep pozdrav, drago moje šmarje v jogi za celostno zdravje. In danes zaključujemo z tematiko ramenski sklep, ko boli v ramenu. In kar nekaj posnetkov je nastalo na to temo in jaz sem vas poskušala skozi to temo nekako popeljati od tistih najbolj bazičnih vaj, ko je mogoče najhujša bolečina in ko je najmanjša gibljivost. In počasi skozi posnetek v posnetek smo stopnjevali obremenitve, stopnjevali gibljivost, stopnjevali moč vaj in danes zaključujemo z mogoče najbolj intenzivnim delom, kjer bomo uporabili trak in bomo premagovali upor tega traku. Tudi, če mogoče želite delati še bolj intenzivno, lahko tudi izberete kako drugo barvo. Tole je najbolj lažja oblika. Imate potem celo paleto barv in potem za vsako barvo se stopnjuje tudi intenzivnost. Premagovali bomo sam trak plus svojo težo telesa. Pa gremo kar na trebuh. Damo malo oporo za čelo, tako da bo res lepo bomo čelo, glava, hrbtenica lepo leži na podlagi in potem samo dvigujemo roke, tako da se res osredotočimo na delo ramenskih sklepov. Spravi lepo čelo naslonim na neko oporo in dam lepo roki nad glavo. Primem v širini ramen. Ovijem, zato da se lepo upre v dlan, zato da se ne snamejo trak. In bomo šli tukaj, fajn, pazite, da res ne dvigujem glava, glava lepo počiva na podlagi in dvignem samo roki od podlagi. In prva vaja bo diagonalni dvig rok. In dvignem ga vdih in grem izdih. Malo zadržim in spustim dol. Pa spet vdih, druga diagonala. In izdih. In vdih, izdih. In vdih. In dvig, izdih. In vdih. In izdih. In vdih. Še enkrat. Izdih. In še vsaka stvar enkrat. Vdih. In izdih. Še zadnjič vdih. In izdih. Naslednja vaja se imenuje lokomotiva, kjer bomo podali pozicijo ramena, komolci bojo v isti liniji, komolci 90 stopinj. Zopet bomo dvignali samo roke od podlagi in potem bomo delali nežno kroženje kot lokomotiva. Še vedno ista pozicija traku. Dvignem roki gor, komolci nekje 90 stopinj, komolci v isti liniji kot so ramena. In pustim samo tukaj, rahlo raztezaram trak in samo krožim kot lokomotiva. In fajn. Še 5, 4, 3, 2, 1 in sprostim. Naredim še kroženje v drugo smer. Pazite, da ne dvigujete glave od podlage. Zopet grem tukaj, komolci 90 stopinj, komolci v višini ramen in kroženje nazaj. Še 5, 4, 3, 2, 1 in sprostim. Se bomo obrnili še na hrbet. Še obrat na hrbet. Damo trak pod lopatici. Da ga imamo potem nekje, gre trak v poziciji pod pazuh. In primemo konce trakov. Že pomembno je, da je tudi trak v začetku napet, ne da potem ne bo nudil upora. Zavijati. In bomo šli
Da damo roke v eno pozicijo, vaj se pravi imenuje baletkine roke, ja, kot balerine, ne, ko plešejo balet, v eno to pozicijo in bomo šli vdih, kot da nas nekdo potegne in se malo dvigne ramenski skled ob podlage, potem pa izdih, fajn potisnem ramenski skled v podlago in še naprej potiskam in čutim, kako grejo lepo lopatici čim bolj proti hrbtenici. Pazite ramen, da ne vlečete proti glavi, ampak ramena potiskate proti medenici navzdol. Pa spet vdih, kot da nas nekdo potegne gor in izdih, lopatici proti hrbtenici. Še enkrat vdih, vdih, vdih in lepo izdih. Pazite, ramen ne vlečite proti glavi, ampak dol v medenico. Še dve taki, vdih, izdih. Še zadnjič, vdih in izdih. In sprostim. Samo malo začutim svoje ramena. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.